Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, Radia Maribor in Radia Ognjišče. Iz Župnijske cerkve svetega Petra v Malečniku bomo na prvo postno nedeljo neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal bo župnijski upravitelj dr. Sebastian Valentan, pel pa cerkveni pevski zbor Svete Barbare iz Korene pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Jožice Weingerl. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Iskren in prisrčen pozdrav vsem tukaj v baročni cerkvi svetega Petra v Malečniku pri Mariboru in tistim, ki ste se z nami povezali preko valov Radia Slovenija, programa Ars in Radia Ognjišče. Obhajamo prvo postno nedeljo. Papež Frančišek pravi, da je postni čas trenutek, ko razločujemo, kam je usmerjeno naše srce. Vsi naj bi se vprašali, kam me vodi navigator mojega življenja? K Bogu ali k sebi? Ali živim, da bi ugajal Bogu, ali pa, da bi bil opažen, pohvaljen, da bi imel prednost in bil na prvem mestu? Je moje srce nestanovitno in se obrača enkrat k Bogu, spet drugič k svetu? Postni čas je potovanje nazaj k Bogu. Kolikokrat smo mu, zaposleni ali ravnodušni, rekli: Gospod, k tebi bom prišel pozneje, počakaj, danes ne morem. Jutri pa bom storil kaj za druge in začel moliti. Pa morda čas spet mine brez molitve in brez pomoči drugim. Postni čas je potovanje, ki vključuje vse naše življenje. To je čas, ko preverimo poti, po katerih hodimo, da bi našli pot nazaj domov. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog,
odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se bomo resnično spreobrnili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski dih. In tako je človek postal živa duša. Gospod Bog je zasadil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega. Kača pa je bila bolj prekanjena, kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi: ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu? In žena je rekla kači: od sadu drevja v vrtu jeva, le z drevesa sredi vrta, je rekel Bog, ne jejta sadu. Tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla. Kača pa je rekla ženi: nikakor ne bosta umrla. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo. Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel. Tedaj so se objema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov. To je Božja beseda.
priznavam, moj grih je živo v spominu. Grešil sem zoper tebe samega, kar je zlo v tvojih očih sem storil. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. Čisto srci, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Ne zavrzi mi izpred svojega obličja, svojega svitega duha mi ne odvzemi. Usmili se nas, o Bog, ker smo Brilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliki večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar. In to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Z darom pa ni kakor z grehom enega človeka. Sodba, ki je izhajala iz enega, se je pa uspela v obsodbo, medtem ko je milost, ki je prišla po mnogih, iztekla v pravičenje. Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. To je Božja beseda. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: Če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa je odgovoril: Pisano je, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja, ter mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi dol, kajti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedoval in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril:
Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Spet ga je hudič vzel seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, ter mu rekel: Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Tedaj mu je Jezus rekel: Poberi se, Satan, kaj ti pisano je: Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre tukaj v cerkvi in vsi, ki nas spremljate po radijskih valovih širom Slovenije, dragi bolniki, trpeči, osamljeni, cenjeni rojaki po svetu. Na pepelnično sredo smo stopili v spokorni čas in v obdobje priprave na veliko noč. Danes pa tako kot naši pobeljeni travniki, polja in gozdovi, že obhajamo tišino in mir prve postne nedelje. V evangeliju smo slišali, da je duh Jezusa odvedel v puščavo. Te besede nam povedo, da je moral tudi Jezus na svoji poti kot človek izkusiti puščavo. Puščava je namreč nekaj, brez česar človek ne more živeti, če hoče ostati človek. Jezus je pogosto iskal samoto, puščavo. Preden je postavil 12 apostole, je vso noč prečul v molitvi. Po napornem dnevu v Kafarnaumu je zgodaj vstal in odšel molit na samoten kraj. Tudi po zadnji večerji je zapustil dvorano ter iskal tišino in molitev, seboj pa je povabil le Petra, Jakoba in Janeza in jim dejal: Ostanite tukaj in čujte z menoj. Jezus, ki je živel v krhkem telesu, je izkusil, da sta molitev in tišina izredno pomembni. Nihče ni vedel in čutil bolje kot on, da je brez Boga človek izgubljen, brez Boga je človeško življenje brez smisla. Prav postni čas nas spominja na to veliko in odločilno resnico. Pisatelj Pomilijo je opazil: danes smo izgubili navado molka, ker se bojimo soočiti z resnico. Postni čas je močno Božje povabilo, da poiščemo in najdemo več časa za tišino in molitev. Tišino, ki odstira tančico laži, za katero se skrivata potreba po hrupu in trušču, ki sta tako značilna za našo družbo. Konrad Lorenz, avstrijski zoolog in ornitolog ter Nobelov nagrajenec za medicino, je dejal: to vedno večjo potrebo po hrupu je mogoče razložiti le s potrebo, da bi nekaj zadušili. In to nekaj je nekdo, in ta nekdo je Bog, po katerem in za katerega smo bili ustvarjeni. Molitvena tišina se razkrije kot Božja navzočnost in osvetli vsak vidik življenja s pomenom in presenetljivo lepoto. Spreobrni se in veruj, veruj evangeliju, so besede, ki smo jih slišali v sredo, ko nam je duhovnik na glavo posul pepel. Pepel, o katerem pravi Simon Gregorčič v znameniti pesmi V pepelnični noči, ki so jo nekdaj otroci znali na pamet, danes pa se mukoma naučijo le še eno kitico slovenske himne o pepelu, da je iz oljčnih mladik cvetne nedelje minulega leta. Pepela zdaj na teme sem najprvo sebi psu, vtopil se v misli neme sem, le Bog je sam jih čul. In smo znova pri tišini in molitvi.
V kakšne misli, samo Bog jih je slišal, pravi Gregorčič, smo se utopili v začetku tega postnega časa. Morda o tem, kako bo izgledalo moje spreobrnenje. Spreobrni se in veruj. S temi besedami nas Jezus vabi, da se ozremo vase, spremenimo svojo miselnost, zavržemo lažna upanja in iščemo njega, ki ne vara. Danes so te besede povabilo, naj se zoperstavimo laži potrošniške miselnosti, ki je tako močna in razširjena. Potrošniška družba ne želi ljudi, ki bi bili sposobni razmišljati, želi le potrošnike, usta, ki jedo, telesa, ki iščejo občutke, ne iščejo pa nobenega smisla, nobenega pomena za svoje življenje. Potrošništvo požira smisel življenja. Jezus pa nas vabi, da izkričimo čudovito krščansko upanje in naj se zato ne bojimo preizkušenj, porazov, razočaranj. Ko se človeški projekti porušijo, Bog najde svoj najboljši prostor. Ko pade človeška varnost, je čas za Božjo varnost. Spreobrni se. To velja za vse nas. Saj, kot je dejal sveti papež Janez 23, poganstvo v nas nikoli ne konča umiranja in krščanstvo nikoli ne konča rojevanja. Spreobrni se. Gre torej za nujno obvezo, saj, kot je zapisal Charles de Foucault, sovražniki cerkve ji lahko naredijo le dobro. Pravi sovražnik cerkve je v nas samih in to je greh. Če bi to razumeli, bi padli na kolena in začutili utrip Božjega srca. Prvi del stavka iz pepelnične srede je spreobrni se, drugi pa veruj. Spreobrni se in veruj. Blaise Pascal velja za enega najlepših umov v človeški zgodovini. Prepričljivo je zapisal: brez Jezusa ne vemo, kdo je Bog in ne vemo, kdo smo. Brez Jezusa ne vemo, kaj je smisel našega življenja. Spreobrnitve so pravi in veliki čudeži, ki jih dela Božje usmiljenje tudi danes. Prebral sem že veliko knjig o spreobrnenju ljudi in vsi so zaključili z besedami: živeti, prav živeti sem začel šele, ko sem srečal Jezusa. Igralka Laura Antonelli je tik pred smrtjo iskreno in ponižno dejala: ko sem bila igralka, sem bila vedno videti nasmejana, vendar je bila to samo maska. Pretvarjala sem se, da sem srečna. Zdaj sem srečna. Zdaj, ko sem odprla svoje srce Bogu. In Jacques Maritain je jasno priznal: leta mojega ateizma so bila leta moje nesreče. Kot Jezusa danes v puščavi skuša skušnjavec tudi nas in nam obljublja najlepše življenje brez Boga. Vse ti bom dal, pravi na koncu, ko se razodene, če padeš pred me in me moliš. A ni nekaj podobnega obljubljala tudi kača prvima človekoma v Edenskem vrtu? Kje in kaj so moje skušnjave? Eno je v včerajšnjem intervjuju za sobotno prilogo izpostavil nevrokirurg, akademik profesor dr. Vinko Dolenc, ki je operiral več kot 10 000 ljudi. Dejal je, da je v Sloveniji problem to, da nas je 2 milijona ekspertov, v glavnem za sosedovo področje. Tudi v odnosu do župnije, v luči soodgovornosti in skupne sinodalne poti je veliko skušnjav. Župnija je naš skupni dom, župnija je moje ogledalo. 7-krat se v roku enega tedna zbudimo, lahko tudi večkrat, če imamo bolj rahel spanec. Pa od teh 7 dni pomislim kdaj na to,
kaj bi lahko storil za župnijo, kje bi lahko dal na razpolago svoje talente in moči. Ali pa me premaga skušnjavec rekoč, da je doma še ogromno opravil, ki jih je treba prej postoriti, in tako odtekajo tedni, meseci in leta. Tako brezbrižno se vede tudi svet. Medtem, ko v Ukrajini že leto dni divja vojna, se je na Dunaju te dni odvil prestižni operni bal. A k sreči premoremo še pravih pričevalcev. Eden takšnih je igralec Mark Wahlberg, prejemnik številnih nagrad, med drugimi tudi Bafte. 2-krat je bil nominiran za Oskarja in 3-krat za Zlati globus. Te dni je gostoval v ameriški televizijski oddaji in imel na čelu zarisano znamenje križa iz pepelnične srede. S tem je jasno pokazal, da mu katoliška vera in 40-dnevni postni čas ogromno pomenita. Kaj pa mi? Še imamo možnost, da postajamo boljši, da se konkretno spomnimo na tiste, ki so bolj potrebni kot mi. Postni čas se je šele dobro začel. Spreobrni se in veruj v Jezusa, ki ne jemlje ničesar, daje pa vse. Amen. Skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In 3. dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. No, Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam in pričakujem stajenja mrtvih. Bratje in sestre, postni čas nas kliče k duhovni prenovi, ki naj nas vodi k bolj zvesti hoji za Kristusom. Sami smo nemočni, zato se na začetku postnega časa, polni zaupanja, obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo. Gospod, usmili se cerkve in tistih oznanjevalcev, ki govorijo veliko praznih besedi. Prosimo te, usliši nas. Gospod, usmili se vseh, ki so ponosni nase in na druge gledajo prezirljivo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, usmili se vseh, ki so pogumno šli na pot za teboj, a so omagali. Prosimo te, usliši nas. Gospod, usmili se vseh, ki so nedelje spremenili v uživanje, garanje in dobiček. Prosimo te, usliši nas. Za škofe, duhovnike in druge služabnike cerkve, da bi z besedo in zgledom prav učili Božje ljudstvo. Za vse, ki so podlegli vplivu porabniške družbe, da bi se bolj zavedali resnice, naj človek ne živi samo od kruha. Za nas, ki smo tu zbrani, da bi se odzvali klicu postnega časa
in poskrbeli za duhovno prenovo v naši župniji. Za vse rajne, da bi se večno veselili tvoje ljubezni. Vsemogočni Bog, usliši naše prošnje v tem svetem postnem času, da bomo vsi kristjani duhovno prenovljeni obhajali velikonočne praznike po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, s tem svetim opravilom začenjamo obhajanje najsvetejše skrivnosti. Naj nas tako preoblikuje, da ti bomo v tem svetem času vedno bolj všeč, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. 40 dni se je za nas postil v puščavi in tako posvetil tudi ta naš čas pokore. Zavrnil je vse skušnjave hudobnega duha in s tem tudi nas naučil premagovati hudobijo v samem začetku, da bi s čistimi srci obhajali velikonočno skrivnost in nekoč prešli v neminljivo velikonočno praznovanje. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Hudi duh je skušal celo Jezusa, mi pa včasih mislimo, da nam nič ne more. Naj nam molitev Oče naš pomaga, da bi vedno prepoznali njegove spletke in ga z pomočjo Božje milosti odločno zavrnili. Skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, reši nas. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Amen.
Molimo. Dobri Oče, okrepčal si nas nebeškim kruhom, prosimo te, hrani z njim našo viro, oživljaj upanje in unemaj ljubezen. Uči nas hrepeneti po njem, ki je živi in pravi kruh, in pomagaj nam živeti po vsaki besedi, ki prihaja iz tvojih ust. Po Kristusu, našem Gospodu. Sveti papež Janez 23. je zapisal, da je človek največji, kadar kleči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča in najbolj Bogu podoben, kadar ljubi. Če bomo delali tako, bo postni čas za nas blagoslovljen in vse okrog nas in v nas bo postalo lepše in boljše, polno življenjskega smisla. Za naše življenje se bo začela pomlad. Blagoslovljeno nedeljo vam voščim. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Iz župnijske cerkve svetega Petra v Malečniku smo na prvo postno nedeljo prenašali svetomašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnijski upravitelj dr. Sebastian Valentan, pel pa cerkveni pevski zbor svete Barbare iz Korene pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Jožice Weingerl. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Maribor, producent Smiljan Grajf in tonski mojster Darko Kukovič, redaktor Martin Perčič. Poslušalkam in poslušalcem želimo lepo nedeljo.